zvezi z jutrišnjim protestnim shodom bi rada povedala, da vsekakor kot ministrica za delo, družino in socialne zadeve razumem stisko pri nekaterih ljudi in tudi zahteve delavcev po višjih plačah, ki so po mojem mnenju legitimne in tudi upravičene. Tudi sama menim, da bi morali predvsem v dobrostoječih podjetjih in panogah, kjer je gospodarska rast visoka, tudi produktivnost in kjer so visoki rezultati dela, tudi dobro plačati delavca, kajti dobro plačan delavec je tudi motiviran delavec in produktivnost se ne more meriti na slabo plačanih delavcev. Tega bi se morali zavedati tudi delodajalci, da je produktivnost odvisna od zadovoljnega delavca. Zato jutrišnji protest razumem kot odločen in upravičen poziv delodajalcem in lastnikom kapitala k razmisleku, k povišanju plač, seveda v tistih panogah, kjer so rezultati dela dobri. Cilji vlade in tudi našega ministrstva so vedno bili izboljšanje socialnega, ekonomskega in materialnega položaja posameznika. In zato smo predvsem v mojem mandatu sprejeli zakonodajo v skladu in v dogovoru z socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami, civilno iniciativo in tudi z študenti. In zato menimo, da so bili vsi zakoni usklajeni in podpisan tudi socialni sporazum, ki pa daje podlago za nadaljne dogovarjanje med delavci in delodajalci. V samem socialnem sporazumu smo v poglavju plač se dorekli tako vlada, delodajalci kot sindikati, da bomo upoštevali pri plačah stopnjo inflacije, produktivnosti. Delodajalci so se pa posebej zavezali, da bodo upoštevali pri plačah tudi rezultate dela. In ker je socialni sporazum bil podpisan, je vsa podlaga dana, da se delavci in delodajalci dogovorijo o boljših plačah. Vlada si je zadala cilje izboljšati položaj tako vseh socialno ogroženih, mladih, kako tudi zaposlenih. Predvsem smo si na ministrstvu prizadevali dostop vsem do izobrazbe z zakonom o štipendiranju in subvencioniranju študentske prehrane. Zakaj govorim to? Ker tudi na jutrišnjem shodu bodo udeleženi študentje, upokojenci in delavci. In rada bi še enkrat poudarila, da smo tudi v skladu z študenti sprejeli prvi sistemski zakon o štipendiranju, s katerim bomo povečali število štipendij na 10 000, omogočili tudi lažje kadrovsko štipendiranje s tem, da država prispeva 50% kadrovske štipendije in letos v jeseni je bil že prvi razpis in prijavilo se je 2400 delodajalcev za kadrovsko štipendiranje. Tudi sprejeli smo zakon o subvencioniranju študentske prehrane, ker želimo, da imajo študentje trajno in dobro prehrano in povečali število bonov, invalidnim študentom, kateri imajo družine in tudi otrokom, kateri so starši padli v vojni za Slovenijo. Potem, glede na področju upokojencev, imam danes posebej razveseljivo novico, da so se danes uskladile pokojnine za 2%, drugič že v letošnjem letu, januarja in februarja so se uskladile za 3,2 oziroma 3,8% in to pomeni v 2% od januarja letos, sedaj grejo v novembru gor, v celotnem obdobju letošnjega leta so se pokojnine povečale za 5%. Tudi sodelovanje za Zvezo upokojencev je zelo dobro, ravno v teh dneh pripravljamo tudi dogovor o sodelovanju za Zvezo upokojencem,
pri oblikovanju nadaljne politike sodelovanja oziroma pri zakonodaji, katera se bo še spreminjala oziroma še za izboljšanje položaja upokojencev, smo pa tudi upokojence vključili pred nedavnim ustanovljen svet za medgeneracijsko sožitje oziroma za kakovostno staranje. Tako na področju študentske politike kot na področju delavcev smo sprejeli zakon o delovnih razmerjih, s katerim smo želeli ohraniti in celo izboljšati socialni položaj delavcev in na drugi strani delodajalcev omogočiti tudi večjo konkurenčnost.